Torej, ta odločitev skupščine delničarjev Večera v ponedeljek, da združijo, da poslej združijo funkcijo odgovornega urednika vseh Večerovih edicij in direktorja Večera, je prišla nenadno. To je bil v bistvu šok za Večerov kolektiv, nekako se o tem niti ni, ponavadi informacije hitro krožijo, pri nas o tem se ni kaj veliko niti ne ogibalo, niti ne špekuliralo, kar je dosti kratne. V bistvu smo to odločitev skupščine, ki je po našem mnenju prehitra, nenadna, sprejeli za veliko skrbjo. Prepričani smo, da to vrstne združevanja funkcij pomenijo ogrožanje uredniške avtonomije in pa novinarske svobode. Zdajšnji sistem dvotirnosti oziroma dvodomnosti, ko je med upravo in uredništvom vendarle obstajal neki zid, je v bistvu omogočal neke varovalke, vsaj formalne. Vemo, da velikokrat te varovalke v številnih hišah tudi po svetu ne delujejo, ampak vendarle so bile neke formalne varovalke, po katerih se je na nek način po našem mnenju zagotavljala in se je lažje branila ta novinarska in medijska svoboda, če lahko tako rečem. Zato smo v bistvu po tehnem premisleku, po debati v hiši tudi javno pozvali lastnike, naj premislijo to odločitev in naj jo na izredni skupščini prekličejo. Prepričani smo, da v tem trenutku Večer, takšen kot je, s takšno upravo, deluje dobro, dela verodostojen in kredibilen časopis in to vrstne spremembe niso potrebne. Mislimo, da pa takšna situacija, ko se lastniki tako na hitro v bistvu nekaj odločijo, kaže tudi na to, da medijska zakonodaja kot takšna pušča številne praznine, da ni dorečena, da v veliki meri omogoča lastnikom medijskih podjetij, da tudi mimo novinarskih kolektivov sprejemajo odločitve, ki ne zadevajo le poslovnega interesa lastnikov, ampak tudi tiste neke demokratične standarde, kar svoboda novinarskega dela nedvomno je in celo ena najpomembnejša. Se je že zgodil neki dialog med aktivom in lastniki? Torej, najprej da povem, da tako direktor družbe Uroš Kohala kot Tomaž Šranc sta seveda bila pripravljena, sta se z nami že pogovarjala o teh zadevah, smo o tem v bistvu zelo odprto govorili, najprej na seji uredniškega odbora, na to pa tudi na aktivu. Na aktivu smo nekako prišli tudi do zaključka, da za prihodnji teden poskušamo oziroma prosimo predsednika nadzornega sveta časopisno-založniškega podjetja Večer Dušana Mohorka, da se sestane z zastopstvom aktiva in pa uredništva, kjer mu bomo kot predstavniku lastnikov v nadzornem svetu predstavili vse te naše pomisleke in v bistvu naša načelna stališča, zakaj to ni dobra in pametna odločitev. Opozarjamo bolj kot ne na načelni ravni na sistem, na model, ki se lahko seveda uporabi v zelo hitrem času, verjetno tudi v ostalih medijskih hišah. Torej, problematični sistem, ne gre za nobeno nezaupnico novinarskega kolektiva, upravi, uredništvo, čemorkoli, ampak nikakor pač ta trenutna situacija in v bistvu, da je hiša dobro delala zadnje mesece, ne more odpraviti tega strahu, da pa ta sistem morda neki novi lastniki, ki recimo kupijo Večer, ne bi zlorabili v čisto drugačni smeri, z čisto nekimi tudi drugačnimi personalnimi rešitvami. Ja, moram reči to, da seveda mi ne odrekamo, ne živimo v nekih preteklih časih in ne odrekamo lastnikom Večera, ki so vložili denar, da so pridobili lastniške deleže v Večeru, pravice do sprememb statuta. Ne odrekamo mu pravice do tega, da v bistvu sprejema neke poslovne strateške odločitve. Ampak vendarle smo prepričani, da pa gre za pri takšni odločitvi, ki je v Sloveniji po svoje zelo redka, pa tudi v tujini to vrstna praksa, da direktor na nek način postane urednik, ni ravno pogosta, da gre za takšno odločitev, da bi morali v njo vključiti novinarski kolektiv Večera. Na ta način bi mogoče že prej slišali vse te naše pomisleke in bi mogoče svoje razmisleke tudi na podlagi tega lahko spremenili. Zdaj pa takole. Prej je direktor pozval novinarski kolektiv k oblikovanju mnenja o odgovornem uredniku, zdaj bo pa nadzorni svet, vkolikor se bodo postopki pač peljali na ta način naprej, pozval novinarski kolektiv k oblikovanju mnenja o novem odgovornem uredniku vseh Večerovih edicij in pa direktorju hkrati. V 8 dneh bomo mi to mnenje oblikovali. V vsakem primeru pa želimo že pred tem z predstavniki lastnika v nadzornem svetu zelo odprto spregovoriti o dilemah, o strahovih in o pomislekih, ki jih takšna odločitev, takšna poteza lastnikov pač prinaša. Kako to, da ste se v bistvu zdaj vseeno oglasili, združili, znani so namreč prispevki, ki so ostali v bunkerjih ravno novinarjev Večera, pa se o tem ni kaj dosti pisalo in ne vedelo?
Jaz mislim, da je bila ta odločitev v bistvu posledično zbudila tudi mnoge, ki do zdaj nekako niso želeli zastaviti svoje besede in svojih razmislekov za to, kaj se v hiši dogaja. Predvsem pa v osnovi gre za širšo debato. Ne gre samo za Večer, gre za debato o novinarstvu v Sloveniji, o tem, na kakšen način bi novinarstvo samo moralo pritisniti in poskrbeti za to, da se ta v bistvu dobra praksa dvodomnosti, neke zaščite, ki prinaša varovalke za novinarsko in uredniško avtonomijo ohrani. Jaz mislim, da je novinarstvo v veliki meri prepoznost storilo to, kar je storilo, se oglasilo v vseh primerih, ki so se dogajali in pod prejšnjo oblastjo in pod zdajšnjo, da novinarski ceh nikoli ni primerno stopil skupaj in na nek način z pritiskom in z vsemi ostalimi oblikami in metodami, ki jih ima na razpolago, dosegel ali pa vsaj poskušal doseči, da bi dobili zakonodajo, ki bi onemogočala kateremukoli lastniku medija, da bi sprejemal odločitve, ki lahko posledično škodujejo edicijam. Kakšna je klima zdaj na Večeru? Klima na Večeru je čisto v redu. V bistvu pogovorili smo se, sprožili smo te akcije, oziroma sprožili smo pač to javno debato na nek način, prepričani smo, da je to prava pot. Poudarjam pa, da to, kar se je zgodilo, ne pomeni, da smo kakorkoli popustili pri svojem delu. Nasprotno, jaz sem prepričan, da vsaki dan znova smo na trgu, dokazujemo, da lahko delamo verodostojen časopis in verodostojnost časopisa je največ, kar časopis v očeh bralcev ima. Zato bralci zjutraj odštejejo 95 centov na trafiki in kupijo izdelek. In pozvali smo tudi, da Večerovi novinarji v vsakem primeru ostajamo zavezani profesionalnim etičnim standardom, interesom javnosti, predvsem pa bralcem Večera. Vkolikor bi praksa v prihodnje pokazala, da naša avtonomija in pa samostojnost od centrov moči ni zagotovljena v takšni meri, kot mora biti, bomo to nedvomno javno izpostavili.